Lep dober večer. Dober večer. Dober večer, z nami je enkrat. Sebastian Fis. In prejšnji teden, če se spomnite, smo imeli kratko predstavitev, si naredil, kaj je to sploh plasma, ne plazma, plasma. Plazma je. Plazma, ja. Dal si kratek uvod in povedal si, da boš danes imel prvi del, malo razširjen, nekako v 3 delih nam boš povedal, kaj pravzaprav plazma je, da je to znanost o znanju in znanost o razumevanju znanju, segata v osnove poučevanja. Kako daleč lahko gremo in kaj lahko dosežemo pri razumevanju temeljnih načel te tehnologije. Ker se ti bolje spoznaš na to kot jaz sem tukaj učenec in radovedno sledim, že zadnjič, danes pa še posebej, dovoli mi, da ti predam besedo in te prosim zdaj, da se presedeš tukaj sem, in vsem našim članom in vsem, ki nas bodo tudi preko YouTube kanalov in drugje spremljali, poveš, kaj je potrebno za razumevanje plasma tehnologije, kako deluje in kako jo lahko v praksi potem tudi to uporabimo. Izvoli. Pozdravljeni, ime mi je Sebastian Fis. Jaz sem tudi učenec, saj se učimo celo življenje. Danes bom imel predavanje o plazmi in sicer z naslovom Razumevanje plazma tehnologije. Mi se bomo tukaj srečevali še naslednjih 12krat oziroma skupaj 12krat, kajti poučevanje plazme bo pač je zelo obširno in ga bomo razdelili na 12 predavanj. Današnje predavanje bo sestavljeno iz 3 delov. Prvi del bo zavzemal znanost plazme, drugi del nanotehnologijo in tretji dan GANS. Plazma tehnologija bo spremenila način razmišljanja o vsem, kajti to je nekaj novega in kar zelo obširno. Spremenilo bo naš pogled na vesolje, na zdravje, na materiale, energijo, transport, okolje, kmetijstvo in nanotehnologijo. V našem primeru in nasploh je najbolj pomembno za zdaj za zdravje, kajti s tem se bomo naučili sami sebe spoznavati, spoznali, da smo sestavljeni iz več teles, da imamo dušo in tudi druge inteligence. In naučili se bomo tudi naprej, kako uporabiti plazma tehnologijo za se zdraviti. Tehnologijo vam omogoča Keshe fundacija. Tehnologijo in nasploh znanje o plazmi je razvil Mehram Tavakoli Keshe, to je iranski inženir jedrske energije. On je vse to razvil in patentiral in vso intelektualno lastnino je prenesel na fundacijo Keshe. Lahko si greste pogledati tudi internetne strani, ki so tukaj podane za večja spoznanja. Razumevanje, prvi del bo zavzemal razumevanje o plazmi. Prejšnje stoletje je bilo vso v stanju materije, nato smo razvili jedrsko in atomsko znanje in zdaj smo šli korak naprej do polj, z katerih so narejeni elektroni, atomi in vse ostalo, kar vidimo okoli nas. Tudi mi sami smo narejeni iz plazme, tudi hrana je narejena iz plazme, pač vse, kar poznamo. Nekaj besed, ki jih je povedal gospod Keshe. Borili smo se z materijo tisoče let in zdaj je ne moremo več manipulirati. Največ, kar smo lahko, smo storili z litine. Največ, kar smo dobili, je bila oprijemljivost, da lahko nekaj vidimo ali nekaj držimo. V kemiji mešamo snovi skupaj in to najdlje, kamor smo prišli.
Naša znanost se kar vloži veliko napora, da bi naredila kaj novega, ampak vedno se reče, da problem se rešuje na višjem nivoju, kot je nastal. To, da naša znanost ne spremeni načina razmišljanja, ima vedno enake pristope in zaradi tega ne more iti naprej. Pač s plazmo tehnologijo bomo spoznali tudi nove načine razmišljanja, katerih nas bo premikalo naprej. To bomo tudi v nadaljevanju povedali. Še ena je bila. Ko smo spoznali atom, približno 100 let nazaj, je bila novost, ki smo jo morali sprejeti. Zdaj, ali smo jo morali, ali smo jo želeli. Če smo želeli tehnološko napredovati, smo mogli sprejeti in smo tudi jo. Kasneje smo spoznali jedro atoma, kar tudi dan danes se uporablja v jedrskih elektrarnah. Zaradi bombe na Hirošimi so ljudje to spoštovali iz strahu in ne iz znanja. Zdaj se premikamo v plazmo, v sklopu miru, saj plazma kaže svojo moč brez vzbujanja strahu. Pač plazma deluje skozi nas. Takšno kot je vesolje, takšni smo mi in učimo se spoznavati vesolje oziroma plazmo skozi nas navzven. Plazma znanost zavzema razumevanje o znanju energije univerzuma. Ta slika lepo pokaže, kakšno bi izgledal univerzum. Samo moramo se zavedati, da takšni smo tudi mi. Mi se bomo naučili spoznavati plazmo skozi nas. Stanje materije je, kar mi poznamo in razumemo v naši sedanji znanosti. Pokazal vam bom, kako narediti nanosloje iz stanja materije. Stanje materije že poznamo. In je prav, da gremo naprej, saj znanje je pravica vseh. Naučili se boste, kako uporabljati te nanosloje na kovinskih ploščah ali navitih za izdelavo gansov. Stanje materije že poznate. Naučili se bomo, kako narediti nanosloje. Stanje materije že poznamo iz šol, iz kjerkoli. In tudi pač nasploh se naša civilizacija nanaša samo na njo. Spoznali bomo nanostanje in naprej, kako to nanostanje, nanosloje uporabiti za izdelavo gans stanja. Z uporabo gansov bomo razumeli magnetna polja, kajti gans stanje je tekoče stanje plazme ali posušeni gansi so trdo stanje plazme. Medtem ko polja je vse to, kar obstaja okoli nas. Mnogi to tudi poimenujejo mana, eterično polje, eter, pač različna imena so tega. Polja vse okoli nas. Mi ne vidimo teh polj, toda vemo, da obstajajo. Po glavi nam hodijo X žarki. Te X žarki sestojijo iz določenih jakosti polj. Zelo dobro poznamo jedrsko sevanje. Efekt sevanja mi ne vidimo. To sevanje je tudi različna poljska jakost. Mi vidimo vidno svetlobo, toda potrebujemo posebne naprave za videti UV svetlobo. Svetloba je tudi različna poljska jakost. Različne snovi ali pa elementi so sestavljeni iz različnih hitrosti, jakosti in različnih jakosti polj. Zdaj sem spomnil. Je šlo z glave vse. Naučili se bomo, kako iti skozi različne faze, za sprostiti ta polja in jih uporabiti v vseh aspektih znanosti. Za delati razne materijale ali pa nasploh v tem primeru, v tem zaporedju, kako se pač zdraviti. Ali pa iz snovi pridobivati energijo. Polja, s katerimi naredimo katerakoli stanje materije, želimo. Danes vemo, da za izdelavo različnih materij in to, ali moramo kopati v zemljo za dobivati rodnine, uporabljati ali izrabljati materijo za dobivati energijo in obratno. Tukaj se bomo naučili, kako s polji pridobivati energijo ali pa izdelavo novih materijalov ali pa obstoječih nam znanih materijalov. Tako da bomo lahko iz nič delali nekaj, namesto da bi uničevali že obstoječe. Naučili se bomo,
kako pristopiti do te energije, razumeti polje vesolja in najti nov način življenja. Učili se bomo, da smo mi, da v nas je duša in skozi dušo dobivamo energijo za hraniti telo in ne obratno. Saj mi smo energija, tako kot je vesolje. Nova razumevanja nanomaterialov, gansov ter polj, in to je vse, kar plazma znanost zavzema. Ta polja so magnetna polja. Vse v univerzumu je narejeno iz magnetnih polj in njihovih interakcij. Od atoma do našega telesa, do univerzuma, vse je narejeno iz teh polj. Od stvari, ki jih vidimo, do stvari, ki so nam nevidne. Zanimivost je ta, da mi pojemo hrano v stanju materije, medtem ko v želodcu se ta hrana razgradi v stanje plazme, zato da telo lahko pobere energijo ven iz te hrane. Medtem ko v prebavnem traktu se ta energija spet transmutira v stanje materije, zato da gre lahko kot kakec ven. Obstoj in interakcija dinamičnih magnetnih polj z različno jakostjo, hitrostjo, gostoto privede do tega, kar mi vidimo kot narava. Vidimo kot stanje materije, galaksije, rastline, živali, molekule, atomi in vse, kar je okoli nas, oprijemljivega. Ta slika prikazuje, kako skozi različne faze lahko nastane materija ali katera druga snov. Na sredini je zgoščena energija, ki ima najvišji potencial, čista energija, čista svetloba. Če bi to primerjali s človekom, bi to lahko rekli, da tam na sredi je naša duša. Bolj ko gre navzven, bolj nastajajo razna telesa in bolj na koncu imamo fizično telo. Ker je bolj ko se energija razpršuje, bolj se zgoščuje in nastane materija. Recimo področje X žarkov ima razpršeno plazmatsko polje, medtem ko področje vidne svetlobe ima še bolj razpršeno to svetlobo. Področje stanja materije je plazma z največ razpršeno svetlobo, razpršeno plazmo. Razumevanje magnetnih in gravitacijskih polj oziroma magrov polj. Moramo vedeti, da vse je narejeno, kot smo povedali, iz magnetnih polj. Gravitacijsko polje pa nastane zaradi interakcije magnetnih polj. Interakcija kvadratnih magnetov. Zdaj, če povemo malo, da bomo lažje razumeli gravitacijo in magnetizem, pogledamo skozi primer magnetov. Vsak magnet se stoji iz severnega in južnega pola. Skozi severni pol energija izhaja, skozi južni pol energija vstopa. Če postavimo zaporedno, če postavimo zaporedno dva magneta, kjer je izhod na enem, bo vhod v drugega. Tako zaporedje magnetov deluje privlačno, kar pomeni, da deluje skozi gravitacijo. Magneti, ki se pa odbijajo, imenujemo magnetizem. Pač lastnost magnetov, ki se odbijajo, je to magnetizem. To pomeni, da bosta po dva pola enaka delovali skupaj, obrnjeni skupaj. V tem primeru mi določamo polja. V naravi pa je že narava skozi voljo, potem bi lahko rekli voljo Boga, po plazma matematiki postavljena, kakor je. Mi ne moremo v tem primeru biti pametni in mi določiti, kaj se bo dogajalo. Nažalost, zaradi današnjega sistema in današnjega načina razmišljanja je tako. Zaradi tega mnogi plazma tehnologije ne razumejo in zaradi tega mnogim tudi plazma tehnologija ne deluje. Kajti za razumeti in da deluje plazma tehnologija, je treba delovati skozi inteligenco srca, ne skozi inteligenco uma. Namreč inteligenca uma je inteligenca, ki zna najmanj na Zemlji. Razni nezemljani ali pa bilo kdo, ki je izven inteligence, izven Zemlje, oni delujejo z drugimi inteligencami, zato lahko pridejo sem. Zakaj oni nam ne pomagajo ali pa
naredijo kaj za nam pomagati, je pa zaradi tega, ker morajo pustiti, da sami zrastemo. Saj vemo, da ne moremo siliti nekoga, da nekaj naredi, ampak rabi čas za to, da se pač posameznik nauči. Tukaj vam bom pokazal, kako se magneti s tem, ko se skoraj dotikajo, postavljajo sami zase in se pozicionirajo. Vidimo, da zdaj, ko enega premikam, niti k drugemu se odmika. Tudi drugega k drugemu. Ali pa, če premikam spet enega, ki zdaj so postavljeni bolj skupaj, se dva naenkrat odmikajo. Pač s tem, ko mi enega premikajo, tudi drug se premakne, zato da ustvari ravnovesje med enim in drugim. Dobro, lahko staviš. Katera sila povzroči, da se te magneti premikajo? Videli smo na posnetku, da ko smo premaknili en magnet, se je drugi premaknil. Res, da te magneti so bili postavljeni tako, da je delovala magnetna sila, ne gravitacijska. To pomeni, da kadar smo mi moramo tudi povedati, da mi sile magneta ne vidimo, ampak obstaja. In je bilo videti na temu, da kadar smo premaknili en magnet, se je drugi na razdalji odmaknil. Odmaknil pa se je zaradi tega, da je vzdrževal razmerje jakosti med njimi. Vzdrževal je vrzel. Zakaj izgleda, kot da magneti držijo določeno razdaljo med seboj? To je pa, kot smo povedali, zaradi različne jakosti, oziroma tudi, če imata enako jakost, se odbijata in vzdržujeta razdaljo. Zakaj se vsi premikajo, če premikamo samo enega? Zaradi interakcije, ki je med njima. Zdaj, jaz to skozi magnete malo težko to povem, jaz bom to povedal, bom porabil človeka za primer. Recimo imamo dve osebe. Med njimi obstaja prijateljstvo. Prijateljstvo ne moremo kvantificirati, ampak obstaja. Noben ne more reči, da tega ni, ampak je. Kaj je ta povezava, ki jo vsi imajo? In kaj bi bilo, če bi magneti bili okrogli? No, dobro, to bomo odgovorili pol. Če bi magneti bili okrogli, bi to enako delovalo, samo tridimenzionalno, v vsem prostoru. To pomeni gor, dol, levo, desno, vse posod. No, da se vrnemo na prejšnje vprašanje. Prijateljstvo med osebami se ne da kvantificirati. Ampak, recimo, da imajo te prijatelji interese. Več interesov, ki imajo skupnih, bolj skupaj so. Se ne zlepijo, zato ker obstaja, vsak spoštuje drug drugega in obstaja prostor med njimi. Prostor ustvarja vrzel. Ta vrzel pa omogoča, da teče prijateljstvo med njimi. Če imajo recimo dva prijatelja ali pa tudi več, recimo 3 interese, en rad kadi, en rad kadi, je tortice in se vozi z avti, da ta drugi prijatelj ima enake lastnosti oziroma enake hobije, se bojo te interese, se bojo te dva zelo približevali in bo vrzel med njimi zelo močna. Medtem, če en prijatelj, ena stvar, recimo se ne rad vozi z avti, ampak se skolesi, bo ta vrzel malo bolj se ošvohnila, ker nimajo enakih interesov. Razdalje in vrzeli med magneti. Jakost vsakega magneta določa razdaljo, vrzel med njima dvema. Če se eden premakne, se mora tudi drugi, da vzdržuje razdaljo. Zdaj, z magnetno energijo dobimo odbojnost, z gravitacijsko pa privlačnost. Interakcija polj dveh magnetov. Izhajajoča polja enega magneta tvorijo interakcijo in vstopajo skozi dno drugega magneta. Na ta način vzdržujejo razdaljo med seboj. Ta vrzel jim omogoča, da se prosto gibljeta. Tako lahko vzdržujete interakcijo, kljub temu, da se ne
neposredno tikata. To smo videli tudi na posnetku, da magneta se nista tikala, ampak s tem, ko sem premikal enega, se je tudi drugi. Razumevanje polj. Smer toka teh polj določajo magnetna in gravitacijska polja. Magnetna tečejo ven, stran od magneta, gravitacijska tečejo noter, proti magnetu. Tu lahko povemo, da se magnetno polje giblje v levo stran, medtem ko gravitacijsko pa v desno. Drugače gledano, je magnetna se vrti v levo navzven, medtem ko po isti smernici se gravitacijska teče v desno smer navznoter. Magrav polja. Izraz magrav prihaja iz besede magnetni in gravitacijski. Mi bomo uporabili ta izraz magrav poljska jakost ali pa tudi nasploh samo magrav. Povzetek. Plazmana znanost gre naprej, odkar smo poznali o stanju materije. Ni čarovnija, je le nekaj, kar še ne poznamo. Začenjamo spoznati, da vse v vesolju in za njim se stoji iz polj. Osnove magnetnih in gravitacijskih polj je skupek poimenujemo magrav. Če ima kdo kakšno vprašanje, ki se nanašajo na prvi del. Jaz bi imel eno vprašanje, če dovoliš. Ja. In sicer, veš, zasledil sem nekje na začetku predavanja, da si omenil besedo mana. Ja. Mene to ker sem svetopismo študiral, ker sem pač te stroke, da so Izraelci, ko so potovali iz Egipta v svojo obljubljeno deželo, na poti bili lačni in žejni in da jim je Bog poslal mano iz nebes. Ali so poznali že takrat te zakonitosti kot izvoljeno ljudstvo, kakor jih Biblija opisuje, in ali so razumeli to, da je to dejansko, mislim, danes rečemo plasma, takrat so to imenovali mana. Ali pravilno razmišljam, ali bi ti kaj tukaj dodal temu? Ker potem, če nisi pojedel do zjutraj, oziroma če nisi takoj pojedel, je to se raztopilo, zginilo, tako svetopismo o tem opisuje. Menim, da ja. In to bi lahko povedali, da mogoče bo koga bolelo to, kar sem povedal, ampak resnica boli. V času Egipta in tudi prejšnjih civilizacij bi lahko rekli, da vsaka civilizacija od začetka nastanka Zemlje do danes so bile civilizacije napredne. Recimo v času Babilonije so imeli ogromno tehnologijo, ampak zavest je bila nizka. Zato so tudi obstajal kanibalizem in so tudi ustvarili pujsa današnjega, ki je bil kloniran med levom in človekom. No. In zato tudi v času Egipčanov takrat ljudje so bolj verovali v bogove kot danes. Zdaj jaz bi nekako rekel, da današnji čas je vrhunec naše civilizacije. In tukaj bo še, to je grdo povedano, ampak pomeni, da kaj se zgodi po vsakem vrhuncu, to si lahko vsak sam misli. To me nekako spominja na besedo vernik in laik. Če hodiš v cerkev, si veren, če ne hodiš v cerkev, si laik, si pravi, si neveren, če ravno to ni merilo. Ampak nekako smo mi takšne ločnice imeli in na koncu se je ugotovilo, da so bili civili kot laiki veliko bolj verni. Vsi tile, ki smo bili pa noter v samostanu, se je pa na koncu ugotovilo, da smo bili najmanj verni in da smo to delali kot neko službo, neko dolžnost, ki se je izrodila v neko vsakdanje stoično in nujno opravilo. Medtem ko civilen človek je pa prišel takrat, ko je res čutil potrebo, vero, združenje z Bogom, je pa prišel v cerkev iskat k nam, ki smo bili zelo materialni. Kako je s tem obratnim svetom? A tudi ta povzroča vrzeli pri plazmi? Ta interes, interakcija. Ja, jaz bi rekel, glede na odvisno, kako je človek prišel. Recimo, kot si ti omenil, da si bil pač v tej skupnosti, ti si prišel iz lastne potrebe. To pomeni, ti si dosti več pobral kot ljudje, ki so bili tam. To pomeni, ti si bil kot ta človek zven.
tam za pač biti si se mogel vključiti in delovati po njihovih navodilih ja. in pravilih. Ampak časa nazaj pač človek je potreboval imeti nekega voditelja. Zato tudi, nekako bi mu lahko rekli, zato je tudi bil poslan Jezus in kaj se je naprej naredilo. Ne? Čeprav vemo, da vere so samo inštitucije. Duhovni voditelji so pa poslani od Boga, zato da so spodbudili ljudi, da začnejo spet delovati za Boga. Ali je to, recimo nam so rekli, da kar papež reče, da je dogma, alfa in omega in on ima prav. Ali je ta trenutek, ko so uvedli dogmo, to, kar papež reče edino pravilno, tista pipa, s katero so zaprli pot do plazme, do božjega stvarstva, do vsega tega, kar nam Bog ponuja skozi odprto nebo, odprte misli, odprto dušo, ali so nam s tem zaprli to pipco? Ja, s tem, ko smo spoznali in zdaj imamo možnost spoznavati plazmo, s tem v bistvu razbivamo te dogme, zato ker nam ni več potrebno imeti nekega gospodarja, ki je v tem primeru cerkev. Vsak lahko sam postane svoj gospodar in sam najde pot do Boga. Na osnovi tega se bomo pa v drugem delu povedali, kaj je nanotehnologija, kako bo lahko človek spoznaval in v bistvu uporabljal plazma znanost kot medij med stanjem materije in to mano, pač, ki smo omenili, ali pa svetim duhom, ali pa etrom. Tako. Torej, jaz nimam več vprašanj, če je tukaj kdo, ki bi želel kaj vprašati. Okay, potem lahko nadaljujemo, če si za to. Ja, gremo na drugi del. Nanotehnologija. In kaj je nano? Osnovni pogoji in definicije. Moramo povedati tukaj, da tako kot plazma tehnologija uporablja nanotehnologijo in jo tudi poimenuje, ni enak način kot jo današnja znanost. Znanost se nanaša samo na dimenzijo delcev, medtem ko plazma znanost na mnogo drugih stvari. Nano. Posamezne drobne entitete v nano območju, tako kot so neodvisni in dinamični atomi v strukturi molekule. Te drobni delci nimajo vezi, prostih vezi, so prosti. To pomeni, da lahko sprejemajo in oddajajo dosti več energije, kot da bi bili vezani, imeli vezi. Zakaj tukaj smo omenili entitete? Moramo vedeti, da v univerzumu obstajajo entitete, skrbniki, energetski skrbniki za vsako stvar. To pomeni, če imamo mi zdaj bakreno kovino, baker nasploh, imamo entiteto, ki skrbi samo za baker. Potem imamo entiteto, ki skrbi samo za železo, entiteto, ki skrbi samo za steklo. In tako je tudi entiteta, ki skrbi za ljudi in tako naprej. Nadaljna razlaga. Nano. Nanomateriali so neodvisni od tlaka in temperature. In to ravno zaradi tega, ker so neodvisni atomi. To, kot smo omenili, to je zaradi tega, ker nimajo vezi. Tukaj vidimo posnetek, ki bo nam pokazal, kako nastanejo nano delci. Predavanje je posnetek je v angleščini, jaz bom vsako toliko kaj povedal, drugače je že razvidno. Imamo stanje materije. S pomočjo kavstične sode povzročimo, da se nanodelci iz površine materije izločijo. Tukaj imamo kavstično okolje. Povzročimo, da se iz površine izločijo v monoatome. Niso več trdo vezani z vezmi, ampak so prosto postavljeni nad površino. Tako vidimo, da se ločijo. Ampak te delci imajo še vedno gravitacijsko, magnetno oziroma magrav vezavo z luknjo, od katere so odstopili. Ta luknja pol služi pri pretoku toka.
Kajti nanodelci so super prevodnik za plazmo in upor kot steklo za tok. To pomeni, da mi v nadalje bomo lahko uporabili to nanoprevleko za absorbirati plazmo iz okolice in jo potisniti v obliki toka skozi stanje materije. Te nanodelci ne samo, da stojijo tam, kjer so, ampak tudi med njimi tečejo ta gravitacijsko-magnetna polja. Med njimi, v isti vrsti, nad njimi in tudi imajo povezavo z atomi, vezani v stanju materije. Vsak delček oddaja gravitacijsko in magnetno polje. Toda med njimi, ko vidimo, da so luknjice oziroma to poimenujemo vrzeli, tudi se ustvarja gravitacijsko-magnetno polje. Razdalja med temi nanodelci ni povsod enaka. Ravno zaradi tega, da lahko nanodelci absorbirajo različne jakosti magnetnih polj. Ko nastajajo te delci, niso vsi enako usmerjeni. V določenih primerih je to v redu, ampak ko bomo to uporabili za energetske namene in nasploh za delati ganse, bo potrebno to polarizirati. Lastnost nanodelca je, da neprestano oddaja energijo. Deluje skozi gravitacijsko in skozi magnetno polje. To pomeni, lahko nastane tudi magnet. Nanodelec je magnet za razne snovi. To bomo videli naprej, ko bomo govorili o gansih. Med njimi nastanejo, ni prazen delček, ampak se zgoščuje energija, katero se pol tudi uporablja. Recimo tukaj vmes se tudi shranjuje misli. Če nanodelca se nikoli ne tika, nanosloj se nikoli ne tika z roko, z golo roko, treba uporabljati rokavice. Če je kdo dobro izučen, bi mu lahko rekli, če bo tikal to za vami, bo lahko videl, kaj ste mislili. Pač plazma energija je energija, s katero delujejo svetlobna bitja in tudi Bog. In je dana človeštvu na uporabo. Zato, da lahko postane svoboden in da konec koncev doseže svoj cilj, zakaj je sploh inkarniran. Da dela na sebi in da sebe osvobodi. In skrbi za sočloveka. Nanodelec postane črn zaradi tega, ker pri nastajanju absorbira energijo vase. Energijo, ki se sprošča v kavstični sodi in tudi svetloba, ki je okoli nje. Zato postane črn. Bolj črn, ko je, bolje je narejena nanoprevleka. Tu vidimo, da si z elektrodami voltmetra ali pa tudi, če uporabimo baterijo od volta in pol bolj prazno, lahko usmerimo oziroma polariziramo te nanodelce. Kako in kaj bomo to videli v delavnici, praktični delavnici, ko tu bomo vam pokazali, kako se dela nanoprevlek. Te nanosloji v prvem koraku oziroma v procesu nastajanja, to ni, da nastane samo en sloj, ampak pride okoli 30.000 do 50.000 slojev.
proces nastajanja oziroma nastajanja tega nanosloja z uporabo kavstične sode traja najmanj 2 tedna. Lahko izdelamo tudi z uporabo ognja, to je pač malo drugačna. Razlika je samo, da je prej narejena. Nanoprevleka z ognjem ima magnetno lastnost, medtem ko nanoprevleka s kavstično sodo ima gravitacijsko lastnost. Nanoprevleka služi tudi kot filter. Spušča skozi, glede na kako je postavljena in kako je narejena, različne hitrosti in poljske jakosti plazme. Lahko pa jo tudi uporabimo kot zaščita za tehnična sevanja. To bomo tudi v eni delavnici vam pokazali, kako se to pač naredi. Kajti plazma oziroma nanoprevleka spušča skozi gravitacijske in magnetne valove, to, kar je naravno. Recimo tehnična sevanja, to ni naravno, to je samo magnetno polje, ker je še pač drugačne oblike in ni naravno in pač tega ne spusti skozi. V obliki, ko pač naredimo, ko bomo naredili to zaščito za tehnična sevanja, je pač tako narejena in tudi misli, kadar mi to delamo nanoprevleko, misli, ki jih uporabimo, zato, kako bi mu rekli, je z namenom narejeno in zato služi namenu odstranjevanja tehničnih sevanj. Obstoj in interakcija dinamičnih magnetnih polj z različno jakostjo, hitrostjo, gostoto privede do tega, kar mi vidimo kot naravo. Vse to dosežeti in imeti interakcijo s tem se poslužujemo z nanoprevleko. Zakaj rečem dinamičnih magnetnih polj? To pa je zaradi tega, ker niso statični in se neprestano premikajo. Pa bi lahko rekli, da je to živo vse skupaj. Tudi kamen. Tudi kamen, ja. Nas so poučili, da je kamen, že v osnovni šoli dobro naučijo otroke, da obstaja živa in neživa narava. Medtem to ni res. Vse je narejeno z plazme, to pomeni, da je vse živo. Tudi kamen in tudi kost železa. Kako imamo interakcijo s temi polji? Interakcijo imamo skozi nanosloje. Mnogokrat so nas, in tudi lahko bi omenili, časa nazaj so bili znani orgoniti. Marsikdo je to raziskoval, tudi sam sem, in sem vedno prišel do vprašanja, kako bom jaz izmeril to energijo, ki to oddaja, nikoli itak ne prideš do odgovora. In noben tudi tega ne ve, in tisti, ki pa ve, pa tega ne deli. Zato, ker pač se bojijo ali kakorkoli, s tem se ne bomo ukvarjali. Zdaj smo na srečo s plazmotehnologijo prišli do tega in nam je tudi to omogočeno, da mi zdaj to spoznamo, zato da lahko uporabljamo. Z nanosloji bomo lahko začeli čutiti to energijo in jo tudi uporabljati. Pač je ta nanosloj posrednik med stanjem materije in plazmo. Tako bomo iz stanja materije naredili nanosloje. Vse, kar vidimo oprijemljivega, imenujemo materija. Lahko je to rastlina, plastika ali koskovine. Vse je narejeno iz strukture majhnih kroglic, zlepljenih skupaj. To bi bilo pač stanje materije. Mi jih imenujemo materija, to da bi jih lahko poimenovali plazma. Zdaj, ko spoznavamo plazmo in tako naprej, bomo znali ločiti med stanjem materije in stanje plazme. Ampak konec koncev, s časom, ko bomo šli naprej, imeli interakcijo s plazmo, se bo pač naša vibracija dvignila in bomo pač vse skupaj imeli razumevanje, da je to plazma, da je konec koncev to vse energija. Imamo te kroglice, ki tičijo ena ob drugi in tvorijo paketke. One so kot magneti. Ko jih postaviš enega zraven drugega, se postavljajo tako, da najdejo svojo razdaljo eden od drugega. V tem primeru, in mi pač zdaj kažemo, da te paketke so lahko tudi atomi bakra, bakrene žice. Namreč v plazmatehnologiji baker ima zelo velik pomen. To pa tudi zaradi tega, ker je baker in nanodelci bakra oziroma tudi naprej ganse, kot bomo povedali, to vpliva na fizično telo oziroma na inteligenco fizičnega telesa. Materija do nanostanja.
Prva slika prikazuje stanje materije, ker je vse zgoščeno in stisnjeno skupaj, se pač tudi med atomi vezi. Če uporabimo toploto ali usmerimo tok, se atomi postavljajo tako, da so ločeni, kot smo prej povedali v posnetku, kako nastane nanosloj. Bakrena žica izgleda črna, to je zaradi tega, ker absorbira ogromno količino energije. Vsaj 30.000 do 50.000 slojev teh drobcenih kroglic na površini eden na drugem tvorijo ali pa imenujemo nanosloj. Zakaj mi uporabljamo nanosloje? Nanosloje so vmesnik, povezava vseh polj okoli nas. Nanosloji nam omogočajo interakcijo s polji. Ker smo izgubili vez med atomi, smo omogočili večji pretok polj skozi vrzeli. Lahko poimenujemo nanosloje tudi filtri, saj različni nanosloji bodo spustili skozi samo določena polja. To za ljudi, ki so bolj fizičnega značaja, oziroma po izobrazbi bolj se nanaša na fiziko, lahko zato ta fenomen razumeti, lahko pogledajo, kaj pomeni in kako deluje Cashmerjev efekt. Slika prikazuje stanje materije in nanosloje. Stanje, kot smo povedali, stanje materije so atomi povezani in zgoščeni med sabo, vezani z vezmi. Nanosloji so pa atomi, posamezni atomi oziroma monoatomi, ki so se izločili pod določenimi pogoji, so se izločili iz stanja materije. Imajo še vedno gravitacijsko-magnetne vezi in omogočajo pretok plazme oziroma magrov polj skozi njih in med vrzeli. Zdaj lahko razumemo, zakaj zdravilno pero deluje tako dobro. Nanosloji na bakreni žici omogočajo poljem okolice in našega telesa prosto pot skozi pero. Naučili se bomo, kako sami izdelati zdravilno pero. To zdravilno pero se kliče pain pen, protibolečinsko pero. Za zdravljenje drugih stvari si bomo najprej naredili ganse in pol se naučili, kako izdelovati zdravilne obliže in zdraviti različne stvari. Zdravilno pero je v osnovi narejeno iz dveh navitij in centralnega pina. Zunanjo navitje ima magnetne lastnosti, notranji pin ima gravitacijske lastnosti. To pa zato, da magnetno daje telesu to, kar potrebuje, gravitacijsko pa jemlje to, kar ne potrebuje več. V naslednji delavnici vam bomo pokazali, kako boste sami naredili nanosloj na bakru. V Fierogi smo to praktično že naredili in smo se tudi dogovorili, da bomo to v kratkem posneli in vam tudi predstavili. Na levi strani imamo original bakreno ploščo, na desni pa nano prevlečeno bakreno ploščo. Mi bomo najverjetneje zaradi situacij, ki so zdaj pač na Zemlji, največ uporabljali bakrene žice, kajti bakrenih plošč čistega bakra je zelo težko dobiti ali pa se sploh ne dobi, pač zaradi razmer na trgu. V trgovinah, ki prodajajo bakreno pločevino za razne strešne kritine in tako, vsebuje noter primesi. In tudi, ko naredimo ta nanosloj, hitro pade stran in pač ne dobimo efekta. Bo pač, ko bomo izdelovali ganse, bo to prišlo do elektrolize namesto do plazmatskega efekta, kar mi tega ne želimo. Povzetek. Izdelava nanosloja nam omogoča interakcijo s polji okoli nas. Nanosloji se obnašajo kot filtri, spustijo samo določena polja skozi. To je zelo velik korak za nas, zato da lahko uporabimo nanopolje in nanosloje za imeti interakcijo z snovmi oziroma z etrom, ki smo že toliko let nam govorijo o temu, in v bistvu to je pol nekako samoskrivnost bioenergetikov, medtem ko to znanje je od vseh. Imamo pravico vsi vedeti in vsi imeti sposobnost samozdravljenja in imamo pravico vsi biti energetsko neodvisni. To je konec drugega dela. Če ima kdo kakšno vprašanje, ki se nanaša izključno na nanodelce.
Jaz bi imel eno vprašanje, zopet prosti. Ne, kar z veseljem. Namreč, kar mi je bilo zanimivo, v tem drugem delu si omenil, da entitete. Ja. Saj je mogoče kakšno drugo ime, ampak jaz sem razumel, kaj je to entiteta, ker sem se s tem duhovnim svetom malo več srečeval. a ne. To so posebna nevidna bitja, ki skrbijo za določene skrbi, da narava funkcionira. Ti si rekel, da je entiteta, ki skrbi za železo, entiteta, ki skrbi recimo za drevesa, entiteta, ki skrbi za ljudi, entiteta, ki skrbi za baker. No, in pri bakru, dobro, za človeka, ljudi, naravo, okay, ampak baker mi je zanimiv, tudi zdaj si ga omenil na koncu, da se ga tudi ne dobi. Jaz se spominjam pri babici, se pravi, jaz sem star 61 let, ko sem bil star 6-7 let, se spominjam pri moji babici, pri mami od moje mame, da je imela bakrene posode, v katerih je kuhala za praznike, je imela že tisti železni kovinski emajlirano, ki je kuhala vsak dan, pa tako za ostran. Da je bila hrana z čist drugim okusom pripravljena v bakrenih posodah, veliko bolj zdrava, veliko bolj okusna, kakor v tistih železnih posodah. Kako bi ti to razložil v zvezi z to interakcijo, ne vem, teh entitet, ki skrbijo za te razne materiale? Ker baker je dosti naraven, medtem ko tisto železo je veliko bolj predelano z drugo entiteto in tako naprej. Je pa seveda oboje na ognju, ne? Ma to direktno ni neke interakcije tukaj. Je pač, to bi malo drugače povedali. Zakaj je baker bolj zdrav kot karbon, recimo? Ne? Zdaj, glede tukaj bi se pa, ker je bil navaden baker, ni bil, čeprav, če gledamo, baker, ko je na ognju, se nastane nanosloj. Samo to v tem primeru se je nastal na zunanje strani. V zvezi z entitetami to bi pa malo drugače rekel, kaj ima veze entitete. Vemo, da ljudje so sestavljeni pač po feng shuju, tisti, ki pozna feng shui, vemo, da smo narejeni iz elementov. Te elementi, recimo, entitete bi vplivali na to, kaj ti je dovoljeno in kaj ne. Vsak, recimo, se rodi z določenimi lastnostmi. Lahko se do ene mere razvije, pozdravi določene bolezni, določene pa ne, zato ker pač ima to informacijo nosi duša. S temi lastnostmi pač smo se mi rodili in smo omejeni. Določene stvari se da, določene pa ne. Pač človek se mora sprejeti takšnega, kot je, in s tem živeti. Sicer bi že vsi leteli, ne? A misliš, da zato, ker je baker? Ne, baker ima lastnost. Ja. Zemlja ima lastnost. To bomo v drugem in tretjem predavanju bolj o tem povedali. Ok, bolj te ne bom več okrog tega. Bi pa povedal eno stvar, recimo teflonske posode, ki so narejene, ta sloj, ki je čez, mislim, da je z aluminija narejen, kadar poče ni dober, to si lahko, tako prevleko si lahko vsak naredi doma, tako da ponvo, kovinsko, jo pregreje, tako da zažari, da zakali in jo na hitro hladi. Na to se bo naredilo na površini določen sloj, ki je v bistvu to nanosloj. To je ta zaščita. Ja, to je zaščita. Ja, super. Druga stvar, ki me je presenetila, črna barva kot pozitivna barva, kot zrel, kako bi rekel, se pravi med plasmo in med našim življenjem tukaj, se pravi bolj, ko je hočeš reči med stanjem materije in pač prostoplazmo. Ja, ker to en portal nastane, recimo, da je to portal, kot si ti rekel, ta nanos, ki nastane, a ne? To je uporabna stvar in to je neka interakcija med nami in med plasmo, a ne? Tako je. Zanimivo je to, da si rekel, da je to črna, ker pravijo, da bela je luč, bela je svetloba in od bele se pravzaprav vse odbija, črna pa vse posrkava se pa v bistvu črna barva, v bistvu, v kateri se vsa svetloba izgublja, se v njej absorbira. In če je temu tako, zakaj potem nam rečejo skozi zgodovino, da je črna barva slaba, da bela pa je dobra? Ali je to spet napaka v sistemu? Mislim, jaz bi tako rekel. Jaz rečem tako, črno in belo nista barvi, ampak sta pravzaprav dva skrajna pola med Maurico, a ne? Si mi prebral besede. Mislim, misli. Ja. Jaz sem podobnega mnenja.
Ja, a ne? In ta dva pola zdaj sta kot yin in yang, ne vem, med sabo. A ne? Jaz črne nikoli nisem razumel kot slabe ali pa bele kot samo dobre, ampak kot dva različna pola, ki en brez drugega ne morata biti. Kakor to magnetna polja, ki med sabo igrajo svoje življenje. A ne? Zanimivost je, da no, to bi tudi sam rekel, da jaz črne pač ne maram, jaz sem najrajši oblečen v plavo ali pa zeleno barvo. Črna ima svoje lastnosti, moram, kako bi povedali to, v tem primeru pač je uporabljena kot dobro, ker je v sklopu tehnologije, ker pač za to, da delamo s tem, je pač tašna. Zdaj, kaj je dobro in kaj ne, je tudi z namenom, katerega uporabljaš. Tehnološko gledano. Zdaj v tem primeru tehnološko, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Zdaj, če bi gledali, recimo tako, da bi omenili današnji sistem, kako je narejen. Recimo, do 10 let nazaj si lahko recimo črne oprijete hlače, usnjene, kupil samo v Vener shopu. Medtem ko danes vsako tretje dekle jih nosi. Kaj je to? To je samoumevno razvidno, zakaj se gre. Kajti Bog je ustvaril spolnost samo za razmnoževanje. Hudič je naredil iz tega užitek. To je samoumevno. Vidi, kam gre danes sistem in tako. To pač mnogim to ne bo pogodo, ampak kot smo povedali, resnica boli. Veš, črna barva v kulturi, ne, ko pride črna obešenka s koso, duhovnik je v črno oblečen, na pogreb ponavadi grejo ljudje črno oblečeno in vsi mladi, ki se v črno odevajo, so oportunisti, nasprotujejo nečemu. No, v tem se ne toliko strinjam. To je psihološki moment, ki pač so ga raziskovali, a ne. Kar se tiče pa počutja, je pa pravijo varovalna barva. In jaz verjamem, da plazma, da mislim črna kot varovalna barva, ampak da tudi ta plazma, ko prideš v interakcijo z njo, je tudi zdravilna, varovalna v tem smislu, potem tukaj nekaj je na tem. Ja, glede tega sem tudi mnenja, da ljudje uporabljajo črno barvo kot zaščitniško, zato ker se bojijo oziroma ne izražajo s tem pač zaščitniško, da ne izražajo svojih čutev, da se skrijejo. Mnogi ljudje tudi to uporabljajo spet kot zaščitniško, zato ker nimajo, kako bi povedali, se bojijo sami sebe. Navzven želijo izgledati močni in ustrahovati druge, medtem ko sami not v sebi so zelo švoh in se bojijo sami sebe. Ali pa si zelo lepo interakcije s povedal. drugimi. Zdaj imam pa samo še eno vprašanje. Omenil si, da se bo to praktično nekje izvajalo. Prej si menil, mislim, da Fieroga. Zdaj, za vse tiste, ki naj jo poslušajo in gledajo in spremljajo, kje je ta Fieroga in kje se te da dobiti? Imaš kakšno spletno stran, imaš kakšen kontakt, imaš kaj takšnega? Zdaj, Fieroga je v sklopu pač delavnic, ki jih imamo zdaj v društvu Belis. Drugače, jaz sem ustvaril skupino na Facebooku, se imenuje Zlata doba plazme. Tam se pač lahko bilo kdo prijavi. Zlata doba plazme. Ja, Se piše v Facebook in se ti odpre tvoja stran. Ja, Zlata tako. doba plazme. Ja, plazma si pisano si z s-jem. Sem pa ustvaril svojo skupino, zato ker res, da na Facebooku je dosti skupin, tudi slovenskih, ki se oglašujejo kot skupina Keše fundacije, ampak tam na tej skupini nihče ne oglašuje. Kadar pa recimo objaviš nekaj v sklopu plazma tehnologije, nekaj, ker je za poučiti ljudi, nekaj dobrega, takoj ti nekdo prijavi gor, zatem objavi posnetek, da kako se nekaj grdega nekje dogaja. Zakaj tako, če je skupina, ki oglašuje dobro? To enostavno človek prenese pozornost iz dobrega na slabo. To je podobno, kot bi zdaj v družbi se pogovarjali o dobrih stvareh, ampak mnogi dobrega ne prenesejo, začnejo govoriti o slabem. Zato, ker je slabo enostavno samoumevno prisotno v vsakem kulturi. Ja, tako, v naši kulturi. Popkultura slabega, ne? Tako. Ok, jaz sem to razumel, upam, da je še kdo razumel. Naš namen je deliti dobro. Dobro in tega dobrega ne primerjati s slabim, ampak dodati dobro na dobro. Tako je. In to širiti. Tako je. Jaz nimam več vprašanj. Če ima kdo tukaj v studiu, kdo kakšno vprašanje,
V redu. Dobro, gremo naprej. Ja. Na tretji del, zadnji del, ki bomo govorili o gansih in kako narediti ganse in uporabnost gansov. Sicer točno kako, kaj in kako z gansi bomo v delavnicah, v praktičnem delu. Gans definicija. Gans, to je novo stanje materije, molekula plina, v angleščini gas, katera postane nano od sama sebe in izgleda kot trdo stanje materije. Plin v nano trdega in se imenuje gans na kratko. Prej smo omenili in pokazali, kako se naredi nanostanje oziroma nanosloj, in zdaj bomo pokazali, kako s pomočjo tega nanosloja in interakcije z kovino, kako se izdela gans. Gans se uporablja v vsej plazma tehnologiji za izdelavo dinamičnih plazma reaktorjev, tudi statičnih reaktorjev, za izdelavo kondenzatorjev, baterij in tudi v zdravstvu. Sicer za prehranjevanje se uporablja samo plazma vodo. Stanje materije poznamo, tudi smo se naučili oziroma nam smo pokazali, kako iz nanostanja narediti, iz stanja materije narediti nanostanje, in zdaj tudi naprej bomo pokazali, kako narediti gans stanje. Nano v gans. Če mi izpostavimo ta nanobaker, nanoprevlečen baker in original baker v drugo razmerje, kot je okolje slane vode, ustvarimo pogoje, kjer se bo gans bakra naredil. To pomeni, prej smo pokazali, kako z interakcijo kavstične sode se izločijo posamezni atomi, monoatomi iz stanja materije in nastanejo nanogansi. Smo pokazali, kako se združujejo gravitacijsko-magnetna polja, Magrov polja, med temi nanodelci. Tukaj pa se te gravitacijska magnetna polja, ki imajo afiniteto bakra, naredijo magnetno polje oziroma magnet na baker v stanju materije in iz tega bakra izločijo nanodelce, in te nanodelci niso več v stanju materije, ampak postanejo v stanju plazme in nastanejo gans. Vsak ta gans je sonček, nima vezi, je prost. Postanejo prosti in niso več pripeti na baker. In padajo dol na dno. Gans stanje. Niso več vpeti na bakreno žico, postanejo gans snov oziroma bakrov oksid. Recimo, da to lahko povemo, da bakrov oksid za narediti, da ima bolj gravitacijsko lastnost, pri nastajanju tega bakrovega oksida dodajamo noter zrak, to je eno pumpico od akvarija. Pač različna, bolj ko ima, če pogledamo po periodnem sistemu, bolj ko je višja atomska masa, bolj je snov gravitacijska in sprejema nase energijo. Medtem ko bolj ko je manjša, pa oddaja in ima magnetne lastnosti. Vsaka od teh kroglic je kot en majhen sonček, neprestano oddaja energijo. To pomeni, ker je vsak atomček oziroma delček brez vezi, ima večjo lastnost oziroma ima večjo sposobnost oddajanja gravitacijsko-magnetnih polj in neprestano oddaja. Posamezen gans. Magnetno in gravitacijsko polje plazme. Plazma se stoji iz milijonov polj, ki se združujejo in neprestano vrtijo. Interakcija dinamičnih magnetnih polj. Ne, to moramo še nazaj, malo tukaj. Ki je nazadnje, ne? Ja. Tukaj se neprestano oddajajo gravitacijska in magnetna polja. In
To bi lahko poimenovali, ker smo rekli, da so to majhna sončka, majhni sončki, bi to lahko tudi rekli, da to se oddaja v domačem jeziku, oddajajo svetlobo. Mnogi plazma tehnologije je ne sprejemajo, ravno zaradi tega, ker to je tehnologija svetlobnih bitij dana človeštvu. In to so dve razlage tega. Kdor tega ne sprejema, je zaradi tega, ker mu ni dano, je tudi zaradi tega, ker ne sprejema svetlobe, ali pa zaradi tega, ker si ne dovoli, da bi to sprejel. To pa pomeni, če želimo, da plazma tehnologije delujejo, je treba delovati skozi srce. To pomeni, treba biti milosten in si dovoliti to sprejeti. Ego to samo nasprotuje. Bolj ko je človek izobražen, ponavadi tudi dobi blokade na srcu in zaradi tega si jih tudi naredijo, kakorkoli, in se ima za bolj pametnega kot ostali. Medtem ko mi na Zemlji smo vsi enaki. Mi, ko bomo potovali s plazma tehnologijo v druge galaksije, na druge planete, nas ne bojo vprašali, z kakšnega mesta ali pa države smo. Nas bojo vprašali, z kakšnega planeta smo. Kajti mi smo vsi enaki. Ena nacija, en narod, eno ljudstvo. V bodočih delavnicah vam bom pokazal, kako si narediti naslednje ganse. CO2 gans, bakrov gans, cinkov gans, CH3 gans, aminokisline, gans iz hrane, kalcijev gans, gans iz tablet in morski gans. Da bom povedal malo lastnosti od vsakega. CO2 gans je čisto osnoven in najbolj uporabljen v plazma tehnologiji. To pa zaradi tega, ker ogljik ima lastnost, da komunicira v telesu. Ko ga mi recimo v obliki plazma vode zaužijemo, plazma voda je informirana voda. To je malo podobno kot V redu. Povej naprej, pa boš se pol spomnil. Zdaj mi ne pride naprej. V glavnem, spijemo CO2 plazma vodo, ogljik komunicira s telesom, ugotovi, kaj manjka v telesu, kisik se odda in ker kisik je gravitacijske narave, se povleče v telo to, kar telesu manjka. Zdaj, to ne pomeni, da zdaj nekdo, ki ne veruje v to, bo to zdaj spil in bo zdravo in bo in sploh. To ne gre tako. Bolj kot ti imaš interakcijo in se poučuješ v plazmi, bolj kot to spoznavaš, boljše bo to delovalo. Pomeni, to je enako kot vsaka stvar kjerkoli. Več energije, ki vnesemo v to, bolj nam bo to delalo. In bolj bomo znali. Bakrov gans vpliva na fizično telo. Ga lahko uporabljamo za zdravljenje mišičnega tkiva, kit in živčevja. Vpliva na inteligenco telesa. Cinkov gans vpliva na inteligenco čustev. V bistvu direktno na mentalno telo. Vemo, da bolj ko so čustva zdrava, bolj je tudi telo zdravo. CH3 daje energijo in vpliva na dušo. Zato, ker to je nasprotno, od kar vemo mi danes. Danes se prehranjujemo s hrano fizično, zato da dobimo energijo. Prejšnje civilizacije so to znale in na srečo tudi mi zdaj nam je dano, da skozi plazmo spoznamo, malo bolje spoznamo, da mi smo duša, mi hranimo dušo in hrana navzven hrani druga telesa in tudi fizično telo. Pri tem moramo tudi uporabljati aminokisline. Aminokisline nastajajo v procesu nastajanja gansov, to nastane na površini posode. Vedno, ko imamo interakcijo, delamo z gansi in z aminokislinami uporabljamo plastično, keramično ali leseno žlico oziroma pribor, nikoli s kovino. Aminokisline imajo lastnost, ker so narejene iz ogljika, vodika, dušika in kisika, imajo lastnost, da dajejo energijo in povezujejo različna telesa oziroma duše telesa z fizičnim telesom. So pomembne. Gans iz hrane. To pa zato, da se bomo naučili, tisti, ki bo želel, v času, ko ne bo hrane, da lahko preživimo tudi s hrano, narejeno iz gansov. To pomeni, lahko bomo pili vodo, lahko pa tudi se hranili samo s polji. To je odvisno od posameznika, kakšne želje ima, kakšen potencial ima.
Kalcijev gans se uporablja za, vemo pač, da za zdravljenje kosti ali pa in oziroma tudi za imunski sistem. Gans iz tablet, zaradi tega, da ne bomo potrebovali jesti količine tablet, ampak bomo lahko samo vodo informirali z lastnostmi tablet in pač uporabljali vodo. Morski gans pa zaradi tega, ker vsebuje vse elemente prisotne na Zemlji in tega se največ uporablja za izdelavo baterij in plazma kondenzatorjev. Zdaj, če ima še kdo, tukaj imamo še povzetek. Ja, vsak gans delček je kot majhen sonček, ker neprestano oddaja energijo. Velikost delčka je pa odvisna od atomske mase snovi, katerega mi to delamo. Plazma matematika ni tako zahtevna, kot je današnja znanost. Enostavno, če ga lahko to delajo, raziskujejo ljudje v Afriki, v kolibah, jaz mislim, da bi lahko tudi to pač en Slovenec, ki ima osnovno šolo ali pa kaj več. Ker je prost, lahko odda močnejše polje, kot bi bilo katera materija. To pa zaradi tega, kot smo povedali, da nima vezi. Je prost. Neprestano oddaja in sprejema polja. Enkrat, ko mi naredimo plazma ganse, to je večno. Če recimo bomo uporabljali samo za prehranjevanje. Kajti oni so večni. In enako velja za nanosloje. Enkrat, ko si bomo naredili baterije ali pa karkoli drugega iz tega, bojo to uporabljali še vnuki naših vnukov. Ni tu potrebno obnavljati in kakorkoli, to nima potrebe zdaj neka inštitucija tukaj s tem služiti, ampak to je tehnologija, ki jo enostavno lahko naredi vsak doma, zaradi tega je tudi dana pač človeštvu in jo narediš lahko z zelo majhnimi sredstvi. To je to. Zdaj, če ima kdo še kakšno vprašanje? Jaz imam zmeraj vprašanja. Jaz sem kot en tislovc na vesela vprašanja. Ja. Čisti zivalno te bom vprašal. Ali je Nikola Tesla uporabljal plazmo? Nikola Tesla je uporabljal, on je bil majster in je uporabljal več ali manj, oziroma je bil majster na magnetnem polju. On ni poznal gravitacijskega. Je bil en drug znanstvenik, ki začne na M, samo zdaj mi ne pride ime, ki se uporablja, ki je pa, lahko rekli, skoraj do potankosti razvil gravitacijsko polje. To ni nikoli prišlo v znanost, ker pač znanost nima interesa skrbeti za ljudi. Ona ima interes samo vzdrževati same sebe in vzdržati suženjstvo pač na Se pravi, civilizacijo. znanost si v tem smislu misli v politiko, Ja. naše vodilne, ki imajo interes na nas služiti, ne pa nam dati svobodo znanja in samo, kako se temu reče, suverene same oskrbe. Biti suveren, če si samo oskrben, si tudi suveren. Ja. V tem smislu. To bi omenil, da zakaj imamo to predavanje lih na društvu Belis? Zato, ker društvo Belis nam daje znanje in kako postati pravno svobodni. Medtem ko svoboden človek je tisti, ki je samozadosten. Mi lahko postanemo pravno svobodni, ampak mi se bomo vedno vračali nazaj v sistem, ker bomo imeli občutek, da mi smo vredni in bomo od sistema zahtevali, da nam da energijo, hrano, logistiko in karkoli drugega, ampak to ni pošteno. Zato, ker mi na eni strani se vlečemo ven iz sistema, na drugi strani pa hodimo nazaj noter. Ne gre, to ne gre skupaj. Zato plazma tehnologija je to v bistvu rešitev za ljudi, ki želijo imeti svobodo. To pomeni, bojo postali samozadostni na segmentih zdravja, kmetijstva, logistike, vse, kar smo povedali na začetku predavanja. A je to, kar nam zdaj počnejo zaklepanje telesa in duše z vijalami, v katerih je grafen in ta električni prevodnik priklop na računalnike, o katerem smo danes v današnjem sessionu na začetku že govorili, ali je to ta trik, kjer nas od te božje mane odrežejo? Tu imamo več vidikov. En je vidik ta, ker oni nam delajo to, drugi vidik je ta, ker nekateri sami želijo to.
Imaš posameznike, ki želijo napredovati, so pa tisti, ki nočejo. Vsak ima izbiro, vsak ima svobodno izbiro in vsak bo odgovarjal zase. Vsak. Pol imaš, so ljudje, ki pa imaš pa še one tretje, ki pa spijo, ki prenašajo odgovornost na druge. Zdaj, vsak bo sam zase, ne, odgovarjal. Veš kaj, zdaj se me izval v to, nekje sem slišal, da vsi tisti, ki zdaj to izvajajo, se zavedajo, toliko so inteligentni, toliko so pametni, da vejo, da ne smejo ničesar na silo narediti, da te ne smejo prisiljevati. Ampak, kljub temu se dogaja psihična pogojna prisila. Na primer, če ne boš imel maske gor, ne moreš v trgovino kupiti, ne moreš v zdravstven dom, ne moreš na avtobus, skratka, zaprti javni prostor. No, jaz sem zadevo rešil tako, sem rekel, če je javni prostor zaprt, itak ne moreš v njega, če si pa v njem je pa odprt, zatorej maske ne rabim. Čist preprosto, ne? Ampak te ljudi prepričati in jim to besedno dopovedati, so pa slepi in gluhi, tako kot za vse druge stvari. Kaj sem želel povedati? Pri tej svobodi, katero si ti omenil, da se bo vsak od nas sam odgovarjal, kaj se zgodi, če si ti svobodno padeš na finto? Da se zavedaš, da je pogojno in kljub temu pri temu sodeluješ. Ali pa da je tak šahmat narejen, naprimer včasih, ko so čarovnice iz čarovnic, vse to je v bistvu čarovniška, isti pogroma, ne? So jo postavili na most in so rekli, ok, tukaj imaš mlinski kamen okoli vratu, postavimo te na moste, bomo vrgli v vodo. Če si čarovnica, se boš rešila, če pa nisi, se boš utopila. To je ta sistem, ki ga jaz vidim, ki ga zdaj le pritiskajo na vsakega izmed nas. In tukaj nimaš izhoda, če ravno ti dajo dve izbiri, sta obe šahmat. Ja. Zvezan se ne moreš rešiti, ker te mlinski kam vleče dol. Če se pa rešiš, si pa čarovnica, ne? V vsakem primeru si pogubljen ali pa tako so počeli včasih, glede na to, kar sem jaz študiral. Pri zdravstvenih storitvah, ki je pa osnovna pravica, naprimer, ti si pravno prej omenil, jaz bom povedal samo en člen, to je 7. alineja 5. člena Zakona o varstvu pacientovih pravic, kjer se vsak samostojno odloča za svoje zdravje. Kadarkoli lahko prekličeš že podpisano zahtevo ali pa pogodbo ali pa dovoljenje, potem je tukaj so razni mednarodni dogovori s strani države Slovenije in mednarodnih drugih ustanov in držav. En kup stvari je, vendar se zdi, kakor da pravo več ne funkcionira. Pravo nima več nobene prave funkcije v družbi, pač pa samo še navodila. Kaj bi ti v tem primeru, kako bi nam plasma v tem primeru to znanje pripomoglo, da se tega jarma odrešimo? Enkrat, ko je pravo pretežko, ali pa drugič, ko uveljavljajo samo navodila brez spoštovanja pravne države. Bomo začeli od začetka. Tiste ljudje, ki se pač cepijo, čim se takoj cepiš, se da to snov povleči ven iz telesa s plazma tehnologijo. Ampak jo je treba takoj. Se naredijo bliže, ki so narejene, so narejene iz istih snovi, kot je narejena snov, katera je obrezana in deluje kot magnet, kot smo pokazali, in povleče ven. Naprej. Kolikšen je tisti minimalni čas? Ne vem, jaz to nisem se ukvarjal s tem, to bo treba se malo z organizacijo povezati in malo poprašati. Ja, to so že naredili. Ok, je super, to je informacija zlata vredna. Ja, drugače pa naprej, si postavil dosti vprašanj, ne, da je tako. Pravno gledano, zdaj smo na vrhuncu naše civilizacije, to pomeni, je do onemoglosti izkrivljeno vse. Beseda izobrazba je iz obraza, pomeni, da je z masko. Pomeni, kot smo omenili prej, večja je izobrazba, večja je ego, večja je maska. In večji, ko je ego, manjše je priznavanje tega naravnega, kar obstaja, ampak čim več umetnega, artificial, da ne naštevam, se veva, kam stvari grejo. To se pravi, vse to nas povezuje, to znanje, ki je tako naravno, da ga je težko sprejeti in tudi razumeti. Ti povem, ko sem prvič o tem slišal, čutil sem v sebi, da nekaj to nekaj drugačnega, ampak zaradi svojega ega, jaz pa to vem, jaz pa sem se to vse naučil v šoli, jaz pa to razumem, moj ego je bil večji od vsega tega,
tukaj sem mogel požreti samega sebe in poslušati. In danes, ko poslušam drugič, tretjič, ko sem še malo prebral, skušam zadevo brezpogojno razumeti in sprejeti. Brez prejšnjega pogoja, kar so me v šoli učili. Živa narava, ne živa narava in tako naprej, kako si ti prej fajn povedal. Ta lepa beseda, ki se uporablja brezpogojna, to je v bistvu, govoriš o brezpogojni ljubezni, ki je v bistvu plazma, interakcija plazma nasploh je ljubezen. Pri plazmi je to lastnost, je pomembno, kaj je vmes, ne začetek, konec. Mi nimamo potrebe se vprašati po kje je začetek in kje je konec vesolja. To nam ni pomembno. In konec koncev to zelo redko kdo bo to sploh doživel. To ne moreš razumeti z umom, ampak s kakšno drugo inteligenco. Nam je pomembno, kaj je vmes. Interakcija med različnimi osebami, stvarmi, in lahko tudi interakcija med človekom in stolom. Odvisno, pač koliko človek je dovzeten za te energije. Kako bomo mi prišli ven iz tega, kar je? Pač v Sloveniji se vem, da se ukvarja društvo Belis s tem vprašanjem, pa je pa še Ljudska pisarna in pa so še drugi. Vsak na svoj način, tudi po svetu, ampak to je vse samo na pravni osnovi. Sem rekel, najbolj pomembno je, ker v bistvu, če ti postane samozadosten v segmentih življenja, preživetja, ti ne rabiš pravne osnove. Ti greš nekam živeti, ti ne pustiš nobenega blizu in to. To pomeni, kar dela Keshe fundacija, je nekaj, kar v bistvu je tisto, kar mi res potrebujemo, samo ker smo ponosni, si ne dovolimo. Zdaj na srečo, in res, hvala Mihaelu in pač Julijani in društvu Belis, da smo mi tukaj in to lahko delimo in v bistvu naredimo korak naprej za nas samih, za naše prijatelje in pač v tem primeru bomo rekli tudi državljane, čeprav smo mi, vsaj jaz se imam za državljana oziroma prebivalca zemlje in se ne identificiram z nobenim. Vsakič, ko to je bilo tudi v predavanju od Keshe fundacije, je lepo gospod Keshe povedal, da vsakič, kadar se sestajajo skupaj svetovni voditelji, imajo vedno vprašanje Keshe fundacija. Kdaj bojo oni to dali ven tehnologijo? Zato, ker vemo, oni nas držijo za sužnje, dokler imajo vajeti v roki. Enkrat, ko bo prišlo ven, ker je prišlo ven, ravno v teh dneh, v zadnjih 2 tednih je Keshe fundacija dala ven. Je dala primerjavo, to si lahko greste pogledati, jaz sem to objavil na Facebook skupini Zlata doba plazme in ima lepo posnetke. Ima 2 baterije od avta. Ima na eni strani je baterija od avta vezana na inverter, inverter spremeni 12 V DC v 220 AC in naprej na hladilnik. To je trajalo 4 ure. Zraven pa ima še isto baterijo od avta, isti inverter, plazma škatlo in naprej na hladilnik. To je trajalo 4-krat več. S tem, da v drugem predavanju je to še nadgradil. Plazma energija, ki je ustvarjala, je vlekla pač energijo iz okolja in porivala v tok okrog, je še povezal to na polnilec baterije, ker je polno baterijo, tako da se to nikoli več ne spraznilo. Istočasno je dal ven sistem, kjer si ti spet brez energije, pač s plazma tehnologijo ustvarjaš do 5 kil kisika na dan, 5 kil vodika na dan in 5 kil metana na dan. Metan in vodik lahko se uporablja za pogon vozil ali pa doma za kuhati, kisik se pa lahko uporablja za pač bilo kje, tudi za čiščenje, ker je pač dober oksidator, ali pa za ljudi v zdravstvu, ker pač potrebujejo kisik. 5 kil ni malo. Če pogledamo bombola plina, ki jo uporabljamo v kuhinji, ima 10 kil. Koliko časa traja? Ogromno. To pomeni, če nam je dal sistem ven za to narediti, jaz mislim, da bilo kdo lahko postane samozadosten s tem. Zdaj zato ne vem, koliko stane, naprava pa za energijo, ki sem omenil prej, stane 5000 evrov. V bistvu cilj organizacije ni to, da prodaja, ampak da da znanje, da vsak si gre pač pogledati predavanja in se nauči. Keshe fundacija to že dobrih 10 let izvaja predavanja. Ima predavanja za zdravstvo, oziroma so bila predavanja za zdravstvo, jih je 53, to je pač v angleščini. Jaz dvomim, da bom to predaval, ker jaz o zdravju in kako je narejeno telo, jaz to dosti ne vem, jaz si pač pomagam sam sabo in to je to. Če bo se kdo našel, ki bi ga to zanimalo, bi bil in je zelo dobrodošel, da bi pač to
delili in se poučevali skupaj naprej. Pol ima predavanja javna vsak četrtek, zdaj je trenutno na 443. Jaz se tudi po tem poučujem, jaz sem trenutno na 78. predavanju. Pač to eno predavanje traja od 4 do 5 ur, je pač zahtevno, ampak z veseljem naprej. Pol ima predavanje vsak torek One Nation, One Planet, One Race, ker ustvaril se je tudi, kako je se reče, svetovna skupnost, ker v njej so predstavniki vsake države in predstavniki vsake celine, kjer izpostavljajo potrebe po prebivalcih in pol tam tudi, če je recimo kakšna naravna nesreča, kakorkoli, se energetsko pomaga. To pomeni, ker so tam že ljudje, ki so sposobni delovati skozi dušo in tudi imajo te znanja, to tudi pol energetsko pomagajo ljudem. Ampak istočasno tudi Keše fundacija pomaga ljudem energetsko ali pa z napravami, ki proizvajajo vodo in tako naprej. Se pravi, da to ni United Nation, ki je namenjen za nadzor, Ne, ampak je United Nations Keše plazma, ki želi ljudi dvigati, osvoboditi. Ali to prav razumem? ja, dvigniti na višji nivo, tako da Ni bomo to zakleniti planet, Ne. ampak planet odkleniti za življenje in za svobodo. tako, za osvoboditi človeštvo. Zato, ker plazma tehnologija je bila razvita za potovanja v vesolje in istočasno uporabljeno za pač osvoboditi človeka od tega energetskega suženjstva. Ja, prav energetsko suženjstvo. Kajti, če mi želimo potovati po vesolju, se moramo mi duševno dvigniti. Ker konec koncev razvito duhovno bitje lahko potuje samo z dušo. Medtem ko mnogi danes se ukvarjajo z duhovnostjo, ampak pridejo samo do astrala. To je to. To je to. To je to. Zanima me, greva back to the future, ali pa greva future, greva od now pa back. Ja. V letopis piše se leto 2012. Okay. V državni zbor je vložena ponudba, Keše fundacija, mislim, da so z USB ključkom, z vsemi patenti, z vsem znanjem ponudili slovenski vladi, da bi to znanje se dalo Slovencem. Ja. Kako je, a je vlada kaj odreagirala, kako je s tem? Mislim, da je bilo leta 2009. Tam ena pač. V bistvu je, da Slovenija tega... Pravi, še bolj nazaj. Ja. Slovenija tega ni sprejela, ker pač Slovencem se je, državljanom se pač vidi, kako se vse dogaja. Izobraženi so. Ja, si ne... Ja, izobraženi Jih ne so. zanima. Ja, to, ko je Jonas je rekel v državnem zboru, mi več vemo kot ljudje, mi smo izobražena vrsta tukaj. Točno se je definiral. Tako je. Medtem ko države okoli so, Avstrija je to sprejela, Italija je sprejela, Hrvaško ne vem, tudi Rim je to sprejel, tudi NASA je to sprejela. Ampak ta tehnologija je tako, ne? Če jo razvijaš za dobro in z dobrimi nameni deluje, če jo razvijaš za vojne namene in škodovati človeštvu, ne bo delovala. To se pravi, je vedno v dobrih rokah. Ja. In je energetsko zaščitena. To je pač ni kot, da bomo kupili en avtek na baterije in bomo dali baterije not in to bo delalo. To ni tako. To deluje z interakcijo z dušo. Zato nekaterim to ne deluje, ker imajo zle namene. Verjamem, da bi lahko še marsikdo kaj vprašal, da bi mi dva lahko tle klepetala, še in še moramo. imamo vprašanj, ampak nekje je treba to zaokrožiti, zato te vprašam še poslednje vprašanje. Ljudje, ki bojo spremljali to, ko bo objavljeno na YouTubeu, na Facebooku, na drugih platformah, družabnih omrežjih, in tudi seveda nocoj, ki so vsi z nama tukaj, veš, jih bo najbolj zanimalo, vse v redu, bodo na Facebook pogledali tisti, ki imajo Facebook. Ampak marsikdo dobi na YouTubeu, pa nima Facebooka, ali pa marsikoga bi zanimal tvoj kontakt, kje se te delavnice izvajajo, kakšno vprašanje. Jaz vem, da si ti zaposlen, ampak kljub temu, da omogočimo, da širimo na začetku to idejo, vsaj kakšen kontakt, posreden mogoče mail ali kje te dobijo. Facebook je ena stvar, mogoče kako tako, da si dosegljiv, da ne bo to znanje zdaj pobegnil, a ne, ker veš, kako so motnje čez dan in v letu in v tednu. Ja, zdaj, jaz sem pač
ljudje tukaj pač prisotni smo nekako prišli do tega, da bomo v sobote imeli teoretični del predavanja, Ja. kot danes, ali pa samo posnetek s podnapisi od že obstoječih predavanj. Ali pa nadaleč, a Tako, ne, ja. v živo. Sproti pa bomo pač zdaj za pač obalni del, ker se to pač ideja se je začela tam v Fjerogi, bomo imeli praktični del, bom pokazal, kako vse to se da izdelati. Zdaj, če bi zanimalo še koga drugje v Sloveniji, da se pač najdejo ljudje, ki jih bi to zanimalo, ne samo da poslušajo in to dajo z glave in čakajo, da se karkoli ali pa kakorkoli. Da bojo neki drugi Ja, naredili, ne? bi dobro, da se pač najde na prostor in se pač bi tam dobili in bi jaz pač prišel in bi pokazal, kako in kaj. Zdaj v tem primeru bi pol tudi pač jaz prinesel material in tako, to ne bi stalo nič, razen pač, kar je prostovoljni prispevki in tako. Ali pa za material. No, glejte, jaz se bom še malo prikazal z našim zlatim Sebastianom in takole bom rekel, v imenu vseh nas, ki smo tukaj zbrani in vseh tukaj v prostoru in vseh, ki boste kasneje poslušali, se ti iskreno zahvaljujem za tvojo energijo, za tvojo dvojno energijo, za čas, ki si ga že vložil v to in ga še boš in ki to v pravem času, v pravem trenutku, na pravem mestu, dobro, rekel si pravno, pa to si razdelil, v redu, ampak skupaj mislim, da je ena težnja biti suveren, se osamosvojiti izpod jarma zakona. Par 10.000 zakonov je v Sloveniji in čim stopiš iz svojega stanovanja preko predpražnika na pločnik si v zakonu, kjerkoli te lahko štrafajo, zato so že narejeni take vzance. In je prav, da se znamo postaviti zase, živeti po naravnem zakonu, po matematični logiki, v povezavi z Bogom, to je naravni zakon, tako da tukaj pa mislim, da smo si kar podobni, ker mi imamo v 9. členu 10. alineje zelo lepo napisano, spoštujemo samo tiste zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. In tukaj mislim, da tako kot si ti rekel, v Afriki ne potrebujejo akademskega znanja, da zračunajo atomsko maso, niti ne rabijo toliko materijala, da se s tem ukvarjajo, kakor ga imamo tukaj, ampak da je to vse skupaj ena narava in zato smo tukaj eno v vsem. Tako je. Iskrena hvala, jaz se ti zahvaljujem. To se pravi, želim vam še lep večer naprej, tudi tebi srečno pot domov in hvala za tvoj odziv. Vse dobro.